Ladja odprla je belkasto dlani. Za Aires, za Pablo, za Rio. Na vrhu v ograji je stal kapitan, dolgo je pela sirena v pristan. Potem so odpluli z Marijo. Videl sem tvoje otroške oči, v daljavo široko razprte. Galebi so švignili v modre poti, morje je butnilo v žejne peči. Za ladjo so spele se črte. To so bili verzi nekoč begunca, potem pa do danes dolgoletnega misionarja na Japonskem, patra Vladimirja Kosa. Kot je omenil gospod Lenart Rihar, sta večino komentarjev k fotografijam prispevala zakonca Starman iz Špitala. Gospod Majdo in gospoda Lojzeta prisrčno vabim k kratkemu pogovoru. Torej, lepo pozdravljena tule na odru. Vajino sodelovanje z Rafaelovo družbo se je začelo leta 2006. Prav tu v galeriji Družina, ko sta prvič videla razstavo arhivskih fotografij. Takrat sta z neverjetnim zanimanjem pregledovala fotografije in bila kasneje povabljena, da pregledata celoten fotografski arhiv, ki ga hrani Rafaelova družba. Kako sta se prav na začetku lotila pisanja podnapisov in zakaj vaju po skoraj 8 letih zbiranja podatkov to delo še vedno privlači? Dobro večer, sem skupaj. Je kar težko še kaj povedati, ker ste že gospa tamnete, magistra Helena, vse povedala, kar in pa vi ste nekaj tudi povedali, da smo videli toliko časa zbirali. To se pravi, začetek je bil res tako, mi dva sva šla slike gledati, ker smo zvedeli, da tukaj so razstavljene begunske slike. Je nas zanimalo, kaj je to. In sigurno, ko smo videla vse poznane obraze, moje sošolce in barake, tiste, ki smo mi živeli v njih in to. In to smo se en drugmu pripovedovali. Jaz sem pokazal, ti viš, da sem v šolo hodil. Ona mi spet povedala, poglej, s tem smo se skupaj igrali in tako naprej. Ali kaj smo skupaj delali. In to so meni pri Rafaelovi družbi opazili to, da poznava nekaj slik. In tako smo tudi nas prosili, da bi še drug dan prišla pogledati in začela zapisovati. In smo potem drug dan prišla sem in smo zapisovali, kaj je na sliki. Ampak tam je bilo samo nekaj slik razstavljeni, zato so nam s časoma dali več slik, da smo doma gledali, pa doma še tudi naše sotrpine, če tako rečem, vprašali pa pokazali slike in tako je šlo to naprej. Sigurno s časom, ko je ona dobila računalnik, pa še več slik na računalniku in to šlo naprej, to bo ona naprej povedala. Še to povem, kako da zapravo izhajam iz Srednjega Vitna, Žabnica, Škofja Loka, Kranj, tam not. Šlo smo begunsko pot na Vetrinje in potem 7 tednov na prostem v Vetrinju in potem po špitalu, sem več čas v špitalu bil skozi do konca. Tam sem se izučil tudi za mizarja, tam sem osnovno šolo naredil, potem za mizarja izučil in šel delati v avstrijskem podjetju, manjšem podjetju in sem tam 43 let delal. No, da pa še ti kaj povedi. Ja, jaz sem pa doma dol pri Ljubljani, ampak celo vojno sem jaz preživela v Moravčah, tam, kjer je moja mama doma. To pa zato, ker so bili v hiši take razmere, staroč je bil bolan in je tacka eno leto in pol starega otroka najbrž bolj težko poslušal. Ampak jaz sem potem tam ostala
to je bilo leta 1938. Jaz sem potem tam ostala celo vojsko in ko so mamini starši in 2 mamine sestre odšle, sem šla jaz z njim. Ker, kako ste že večkrat slišali, šli so za 14 dni, rečeno je bilo za 14 dni. In ni bilo in tudi v tistem kratkem času, ko je najmlajši mamin brat, ki je bil pri domobrancih, prišel povedati, umakniti se boste morali za mogoče 2-3 tedne, da se ta euforija malo pomiri. No in smo šli, prvo noč prenočili v Domžalah, potem se spomnim, kako smo šli proti Ljubelju. V Tržiču smo morali pustiti voz, bili smo pa mi z Voli. In smo šli peš čez Ljubelj do Vetrinja. Drugi dan pa nekdo zavpije, Miha gre z vozom, kar je bilo skoraj nemogoče, če misliš ti skrip, da so ga Voli premagali. In res je bilo, in kaj je bilo na tistem vozu, od tega nismo živeli samo mi v Vetrinju, pa še potem v Pegecu, kamor sem jaz prišla, ampak tudi nekaj moravških vaščanov, faranov, ki so bili tam v bližini, v Vetrinju pri nas. No, Lojze je prišel v špital iz Vetrinja, jaz pa v Pegec. In to je bilo mogoče v zvezi s slikami zelo pametno, dobrodošlo, da sem jaz v Pegecu videla čist druge ljudi, pa drugo okolico, ki smo potem na sliki lahko rekli, to je Pegec, to je špital. Tam sem jaz, pravzaprav sem že v Vetrinju začela v šolo, bolj tako, ringaraja smo se igrali. Sam rečeno je, mladina je bila salezijancem zaupana in oni so skrbeli, da smo bili zaposleni na kakršenkoli način. In tam so, tisti, ki so bili že malo večji, ne, so začeli že v Vetrinju šolo. No, v Pegeci sem jaz potem prišla prvo leto v tisti razred, ki so bili otroci že čez leta, ko bi že morali v šolo hoditi, pa radi vojnih razmer v Sloveniji niso obiskovali šole. In sicer takoj prvi teden. V Pegec smo pa prišli, to se pravi, v Vetrini je bilo razseljeno za Petra pa Pavla, 45. In ko smo prišli, takoj prvi teden so nas razdelili in smo imeli cele počitnice šolo, da smo se majhen sprijaznili s številkami pa s črkami, malo za silo brali. Konec avgusta smo imeli potem 8 ali 10 dni počitnic, potem se je pa šola spet čist redno začela in smo bili tako razdeljeni, kolikor je pač kdo znal. In jaz sem potem enkrat ugotovila, da sem bila tam, da smo bili v razredu letniki od 33 do 38, ker nekateri tudi starejši niso imeli prilike v Sloveniji med vojno šolo obiskovati. No, po letu, mislim, to, kako je bilo v Pegecu, bi meni si zdi gospa Marinka Insko bolj vedela povedati, ki je bila tam gor učiteljica in je danes tukaj med nami. Ja. Glede na to, da bosta vidva tudi po predstavitvi ostala še tukaj, ju lahko seveda tudi kaj povprašate o njuni izjemno zanimivi zgodbi. Mene pa zdaj zanima še, mož je rekel, da uporabljate tudi računalnik in še vedno živite v špitalu in sem se pripeljata sama in odpeljata se sama domov v Kaju. Kakšna je vajina skrivnost, kaj vaju tako drži po konci in ravno ta aktivnost? Ja, v Slovenijo prihajava zato, ker imam jaz tukaj sestro in 3 brate
to je eno, da rada prihajava in ste danes tudi nekaj tukaj. In ja, veste, ko smo te slike gledali, to si se tako užival v tisti čas in dostkrat je megleno postalo tam na ekranu. In ne vem, kako je to bilo, otroci so mi prav takrat za 70-letnico kupili nov računalnik in so me tudi naučili. Ja. Če lih to še rečem, jaz sem takrat brala, da se je gospod Janko Moder pri 70 letih naučil na računalnike, potem vse delo, no sem jaz rekla, mogoče pa jaz tudi to spravim. No, posebno, kar se računalnika tiče, so mi vsi otroci imeli nekaj zraven, največ pa hčerka Ivanka, ki je danes tukaj, ki še sedaj popravlja vse moje napake, če ne znam naprej, kar se zelo velikokrat zgodi. In potem pa tudi, ona je prav v tistem času oziroma majhen prej naredila izpit, to se pravi naredila neko šolo za turistične vodičke in mi je veliko pomagala pri slikah, ki niso iz taborišča, ampak iz okolice. Ona pozna okolico tam od Beljaka, gor do Lijenca, pa še naprej, tako kot Lasniče. In to mi... Pa celo odstud, pa tam dol. No, to je to. Moram pa reči, da veliko so mi pomagali, to se pravi gospa Marinka, gospod Verbinski gor na Koroškem tudi, nekaj tudi gospa Čop, Sonja, kako se danes piše? Bavdeš. Bavdeš, gospa Bavdeš, tudi to. To so vsi taboriščniki, ki so takrat živeli v taborišču, Je pa še več na Koroškem. V Špitalu nas je še 5, ki smo prišli čez Ljubeljo. In 3 od teh so mi zelo veliko pomagali. Zelo veliko. Potem so mi veliko pomagali tisti, ki sem jih jaz poznala in sem vedela, kje živijo. V Klevelandu in v Argentini. Veliko prihajajo na obisk v Slovenijo in če le zvem za njih, jih pocukam, da pridijo malo naokoli. Kot letos sta bila tudi 2, ki sta prišla. Pa mi je nekdo rekel enkrat, pa kako ti, ko si bila takrat otrok, kako moraš ti to? Tako neverjetno se mi je zdelo. In moram reči, največ, mislim, poleg teh učiteljice so zelo veliko pomagale tiste tukaj in tiste v Ameriki, so pomagali tisti, ki so bili mojih let, kvečem tam do 30. leta. Ti imajo tako znanje in tukaj med nami je danes Zdenka, ki se je včasih pisala Mejač, danes se piše Zakrajšek, ki je slučajno iz Klevelanda tukaj. Samo kaj je, te ljudi potem nekdo iz Slovenije gor pripelje, ki se mu potem zelo domov mudi. 2 ure, kaj pa je to, mogoče 2-3 ure, kaj je to. Veste pa tudi, če zdaj en čist konkretni primer povem. Tukaj med nami je gospa, ki je bila 46. leta rojena v Špitalu. Njeni starši so se poročili v Pegecu. Ko je bila Marička stara 1 leto, so se vrnili domov, tam nekje pri Trsteniku, in je sedaj soseda
Lojzetovega bratranca. In smo tako prišli v pogovor, da je ona to povedala, pokazala par slik in tiste slike so na računalniku. In tam jo pestva ena takratše dekle, ki je vedela, odkot je doma. Potem lansko leto, ko smo bili pa v Žireh, je pa tudi, ko smo tam pričevala, pa je prišla ena gospa, pa je rekla, vse, moj oče je bil tudi v taborišču. Pa je prišel potem domov in prinesel je 2 fotografije. Na tej fotografiji so fantje tam okoli 20 let, ki sem jih kar nekaj poznala, ne vseh, ampak ti fantje so bili vsi uštevilčeni. Na zadnji strani pa pisan, kdo je 1, 2, 3 do 22. In tam je bil en Janez Avsenik, ki smo potem na to prišli, da je brat tiste Ive, ki je to Maričko pestvala. In letos je prišel iz Amerike od Ive brat, to je ta Tone Avsenik, ki poroča vedno na Radio Ognjišču za Slovence po svetu. In on je šel pa v Ameriko šele 54 leta z mamo, pa še nekaj njegovih bratov so šli, takrat, ko je bilo, ko so lahko šli v Argentino in Ameriko, družine, ki so imeli že nekoga tam. Samo je svetih stav. In ta mož je prvič videl, kje je njegov oče in njegova sestra živela takrat po taborišču in še veliko drugih slik. Najlepša hvala, gospe in gospodu Starman. Lahko samo občudujemo tak izjemen spomin in tako izjemno življenjsko energijo in voljo, ki so dali mnogim fotografijam imena, zgodbe, ki jih očitno tudi še vedno vse poznate na pamet. Tako da vas vabim, da te pogovore potem kasneje nadaljujemo. Imeli boste pogovor.